Papež Frančišek je obiskal Redipulijo, kjer je skupaj z vojaškimi ordinarji in škofi sosednjih držav ter številnimi verniki slovesno svetomašo zaznamoval 100. obletnico začetka Prve svetovne vojne. Pred mašo se je ustavil na avstro-ogorskem pokopališču, kjer je molil za žrtve vseh vojn. V nagovoru pri maši je sveti oče vse povabil k spreobrnjenju srca in joku za vse žrtve nepotrebne morije vojn. Potem, ko sem zrl lepoto te krajine, kjer možje in žene skrbijo za svoje družine, kjer se otroci igrajo in ostareli sanjajo, in sem sedaj na tem kraju, lahko samo rečem to: vojna je nespamet. S temi besedami je papež Frančišek začel svoj nagovor med mašo v Redipuliji ter nadaljeval. Sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra. A me che importa. Nad vhodom na to pokopališče je porugljiv napis vojne: kaj mi mar, kaj me briga. Vsi ti ljudje, katerih ostanki počivajo tu, so imeli svoje načrte, sanje, toda njihova življenja so bila prekinjena. Zakaj? Ker je človeštvo reklo: kaj mi mar. Tudi danes, po drugi polovici še ene svetovne vojne, lahko morda govorimo o tretji vojni, ki bo zločini, pokoli, uničenjem šla do konca, je poudaril Frančišek in dodal: če bi hoteli biti pošteni, bi morale prve strani časopisov nositi naslov kaj mi mar. To pa je povsem v nasprotju z Jezusovim ravnanjem, ki je v vsakem bratu, tudi najmanjšem. Papež se je spomnil vseh žrtev vojn, hkrati pa poudaril, da je tudi danes veliko žrtev vojn. Kako je to mogoče? Mogoče je, ker so tudi danes v ozadju interesi, geopolitični načrti, pohlep po denarju in oblasti. V ozadju je tudi vojna industrija, ki se zdi, da je tako zelo pomembna. In ti načrtovalci groze, vsi ti organizatorji spopadov, kakor tudi prodajalci orožja, imajo v srcu napis: kaj mi mar. Srcem sina, brata, očeta, prosim vse vas in za vse nas spreobrnjenje srca, da bi od kaj mi mar prešli v jok za vse padle, nepotrebne morije, za vse žrtve nespameti, vojne vseh časov. Jok, bratje in sestre, človeštvo se mora zjokati in zdaj je čas joka, je dejal papež Frančišek, in na to je zbrana množica v tihoti premišljala njegove besede. Sveti oče je ob sklepu maše vojaškim ordinarjem in prisotnim škofom predal tudi oljno svetilko, ki jo bodo prižgali v svojih škofijah, ko bodo obeležili Prvo svetovno vojno.